Skupaj odprimo knjigo Efežanom, pismo Efežanom in naj vam preberem še enkrat Efežanom 5, 21 do 32 in potem bomo nadaljevali. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Može namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bode vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako da bi sam postavil predse veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi, oklenil žene in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža. To pravi Bog, Božja beseda. Veliko stvari bi bilo tukaj zapovedati v tem sporočilu. Ampak to smo razdelili na te kose. Naj vas spomnim, kje smo že bili, kaj smo povedali, da povzamemo. Na zakonsko zvezo v tem odlomku gledamo skozi 5 rubrik. Gledamo moč zakonske zveze, definicijo zakonske zveze, prioritete in namen zakonske zveze, strukturo zakonske zveze in skrivnost zakonske zveze. Kaj smo govorili prejšnjič, ne bom sedaj vsega šel v detajle. Sedaj gremo naprej. Do sedaj smo si pogledali samo prve dve. Danes pa se bomo dotaknili tretje točke. Prvi dve sta bile moč zakonske zveze in definicija zakonske zveze. Se še spomnite, kaj je moč zakonske zveze? To je v vrstici 21. 21. vrstica je v bistvu most, ko smo si pogledali vrstice poglavja 4, 18 naprej, biti napolnjen Svetim Duhom. 21. vrstica je v bistvu direktna povezava od odlomka biti napolnjen Svetim Duhom do odlomka, kaj to pomeni, da si poročen, zakonska zveza. In tu je povezava. Ena prepodstavlja drugo, kot vzrok posledica. Razlog za dobro zakonsko zvezo je, če si napolnjen Svetim Duhom. Vzrok. 21. vrstica, kar je konec tistega odlomka prej. 21. vrstica pa pove, da ko si napolnjen Svetim Duhom, da Duh ustvari to nesebičnost, voljnost podrediti se drugim ljudem, služiti drugim ljudem, da se ne branimo, ampak da imamo mehko srce. In to je osnova za kakršnokoli zdravo zakonsko zvezo. O tem smo že govorili. Ampak naj samo dodam nekaj opazk za tiste, ki niste poslušali prejšnjih predavanj, da veste, kam gremo, in da tisti, ki ste že bili, da še enkrat ponovite jasno v mislih. Obstaja ta duh služabnosti, da se služi, srce, ki služi, kar je temelj vsakršnega dobrega zakona. Zato je 21. vrstica takoj predvsem ostalimi rečmi. In ljudje me sprašujejo, kaj to pomeni, služabni duh. Ok, naj vam dam 3 aspekte tega, brez katerega zakonska zveza ne bo funkcionirala. Te so sestavni deli tega služabnega srca. Kot olje v motorju avtomobila. Poskušajte zalaufati avto brez olja. Brez lubrikacije. Kaj se v bistvu zgodi, je to, da tista frikcija v bistvu uniči motor. Tako hitro se bo pregrelo in uničilo. Torej, mora biti nekaj znotraj, kar deluje kot neke vrste bufer. V motorju je bistvena frikcija. Gibanje. Nekaj mora to absorbirati. In kaj to absorbira, je v bistvu služabnostno srce. Zdaj vam bom podal 3 dele tega. Torej, sposobnost. Poslušaš kritiko, brez da te to stre. Pravi, tu se sami ne branimo. Druga stvar, sposobnost, da lahko podamo kritiko, brez da bi strli nekoga. Tretja točka, sposobnost, da lahko odpustimo ljudem brez jeze potem. Torej, da nekomu res odpustiš in se ne sklicuješ več na to. To pomeni kot služabnostno srce. Ta sposobnost, da svoje misli preusmeriš stran od sebe. Prijemaš kritiko, daješ kritiko in ko odpuščaš. Odkje to prihaja? Kot smo že zadnjič rekli, moramo biti z duhom napolnjeni. Torej, da Božji duh razsvetli vaše srce in vam naredi resnično Božjo besedo, Kristusovo besedo. Jezusova beseda za vas postane zelo resnična.
Primer, ki se ga vedno spomnim, je 16-letna deklica, s katero sem se pogovarjal in ni imela zmenkov, nihče jo ni povabil. In rekla, ja, sem kristjanka, vem, da bom živela v nebesih za vekomaj, vem, da je umrl zame, vem, da se je dal zame, vem, da živi v meni, vem, da sem njegov otrok, vem, da me tolaži, da skrbi za mene. Ampak kaj je vse to, če pa nimam zmenka, partnerja? Ona sicer ni bila tako lepo besedična, ampak v tistem trenutku je v bistvu rekla, vem, kaj vse je Jezus intelektualno naredil zame, ampak ta trenutek je moje srce prevzeto od te lepote, ideje, da bi bila ženska, katero si nekdo želi. Ko pa razmišljamo o dejstvu, da me Jezus ljubi, da skrbi za mene, to me ne gane toliko. Biti napolnjen Svetim Duhom pa pomeni, da si v stiku z realnostjo. Realnost pa je, komu mar, kaj si 16-letni fant misli o tebi. Če pa kralj univerzuma pravi, ti si moja in jaz bom ob tebi celo večnost. Katera nepametna oseba bi sploh lahko te dve stvari sploh lahko dala usporednico in primerjala 16-letnika z mozolji s kraljem univerzuma? Hkrati ni nobenega tukaj v tej sobi, ki ni tega doživel. Kaj torej pomeni, da si izpolnjen z duhom? To pomeni, da ste brihtne glave in razmišljate, ste v stiku z realnostjo in se zavedate, kaj je Jezus naredil za vas in to vam pomeni vse. V Rimljanih 1. poglavju piše, da v bistvu vsak človek na tem svetu veren. Da obstaja sistematična struktura, sistematična verska struktura vsakega življenja človeka. Vsak izmed nas ima globoko v sebi način, kako razmišljamo, da če se bomo obnašali, stvari, da če jih bomo dobili, da bomo potem izpolnjeni, da bomo imeli nirvano, v kateri sanjamo. Vsak izmed nas si reče, jaz bom takrat lahko sprejel sebe, ko bom to storil. Vsak človek na ta način razmišlja. Ima neko vrsto religije, nekaj, kar častijo. Če bom imel to, potem mi bo vse v redu. Evangelij pa pravi, ne tvoje delo, ne tvoj uspeh, ne odnosi, ne ljubezen, ne te reči, to te ne bo zadovoljilo. Ti lahko veš, kdo si in lahko si varen šele. Se zavedate, da je Kristus umrl za vas in počivate v temu, kar je on storil za vas. In ko se to zgodi, ko vidite, kaj je Kristus storil za vas, ko ste napolnjeni z duhom, to vam da sposobnost, da se podredite drug drugemu, spoštovanja do Kristusa. Ne piše 21. vrstica, iz strahospoštovanja, torej iz tega strahospoštovanja do Kristusa, se podrejete drug drugemu, ker vam je Kristus tako resničen in ste tako neprestano v tem strahospoštovanju, te realnosti pred njim. Torej, kako lahko potem prejmete kritiko, brez da bi vas to zmlelo, v zakonu ali kjerkoli? To zato, ker je v vašem srcu to mislite, ja, Jezus je moj duhovnik, prijatelj, kralj, on je moj brat, to lahko prenesem. On me ljubi, on skrbi za mene, on mi bo pokazal, da lahko sprejmete kritiko, brez da bi vas to uničilo. Tako imate neke vrste zibelko varnosti v trenutku vaše šibkosti. Ali pa kako lahko podate kritiko, brez da bi nekoga zmleli. Potem rečete recimo, jaz sem bil grešnik, jaz sem grešnik, jaz bi moral biti zavržen. Kako uporabite evangelij na sebi. Jaz bi moral biti zavržen, ampak Jezus, nežni Jezus, se je z mano prenašal, toliko časa me je prenašal in še vedno mi kaže resnico in neprestano ga zavračam, še vedno. Košček za koščkom je on z mano potrpežljiv in me vabi. Kako sem lahko jaz bolj grob s to osebo, kot je on bil z menoj ljubeč. Morda je kdo tam zunaj, ki pravi, ja, v redu. Če se vaša žena dere na vas in vi razmišljate o Jezusu, bratu, prijatelju in da imaš sigurnost od njega in vse to, kakorkoli. Poglejte, na začetku, ko poskušate reorientirati svoje življenje, ko iščete, da bi živeli svoje življenje v srečnem odnosu, da bi živeli iz matrice službovanja, službe, se morate s sabo pogovarjati na tak način. Ampak rad bi, da se realizirate, da to ni miselnost, ki jo lahko vklopite v ta teden, takoj. Ampak začnite sedaj, zato ker to traja nekaj časa. Bral sem knjige, nekatere pridige od nekega gospoda, sem bral. In kar se je zgodilo čez nekaj časa, je bilo to, da ne samo, da poznaš to, kar oseba govori, kako funkcionira, kako njegova glava funkcionira, misli, poznaš, kaj razmišlja, čeprav nisi nikoli bral na določeno temo, si že lahko mislite, kaj bi rekel na tisto temo. In ko spoznate nek značaj, bi rekel, ja, vem, kaj bi on rekel v takem primeru. Zakaj? Zato, ker sem prebral veliko stvari od te osebe.
Zgodi se pa to, da ko berete in berete te reči in čez čas greste preko samo besed tega, kar berete in to prodre v vas, tudi veste, kako njegova glava deluje. To se je zgodilo tudi v mojem primeru z nekimi avtorji. To pa je neke vrste prispodoba in večina veste, kako to deluje. In poznate tudi ljudi v vašem življenju, ki ste jih veliko brali in so tako globoko vas, da razumete, kako gledate življenje skozi njihove oči. Njihove ideje kar spontano bruhajo iz vas. Ali se zavedate, kaj bi se zgodilo z vami? Ali pa z mano, če bi se začeli na isti način obnašati do Jezusa? Če bi bilo tako napolnjeni z njegovimi obljubami, njegovimi spodbudami, in kaj nam govori o nas v njegovi besedi. In da bi to prišlo globoko v nas. O tem govorim. Ne samo besede, ampak kako njegov deluje in kako on misli o vas. To postane tako intrinzično, del vas, spontano, refleksivno, instinktivno za vas. To je takrat, ko razvijate to nesebično, služnostno srce. In ko vas nekdo kritizira, ne boste zavestno razmišljali, Jezus je moj brat, je moj prijatelj, on me ljubi, ampak je pa njegovo mnenje najpomembnejše, kot vse ostalo. Rabim se bati prijeti kritike. To ni konec mojega življenja, to ni konec sveta. Vem, kdo sem v Kristusu, ker ne boste zavestno razmišljali, ampak to bo v vas. Ker je to dalo neke vrste okvir vsemu, kar počnete. Vsemu. Obstaja stabilnost, o kateri govorim, ki pač je tam, globoka dostojanstvenost. Neke vrste, da se ne rabite bati ničesar, nič več emocionalno. To enostavno je del vas. Razmišljate kot on, gledate skozi njegove oči, gledate na svet skozi njegove oči. Samo, ko ste si vzeli čas z molitvijo, s preučevanjem Svetega pisma, z bogoslužjem, z razmišljanjem, z druženjem z drugimi kristjani, se pogovarjati o teh rečeh in čez čas, ko se to vse vpija v vas, dokler evangelij ne prebiva v vas dejansko. In na koncu to bo postalo tudi ta moč v vašem odnosu, vašega zakona. Ta sposobnost se podrediti drug drugemu, da odpuščate, da lahko date kritiko, brez da bi nekoga uničili. Sprejmete kritiko. In to je lahko mogoče samo, če verujete v Jezusa. Ne mislim samo, da verujete v Jezusa, ampak da razmišljate o njem, da razmišljate skozi njega, o njemu. Neprestano, skoraj nezavedno. Sicer bo vaše srce tako trdo, ali pa moje srce tako trdo, smo nagnjeni k temu. Ne verujemo tega, kar je Jezus rekel. Zelo intelektualno to zavračamo na tem globokem nivoju. Zato se pa bojim, da 16-letniki z mozolji neprestano tepejo Jezusa pri svojih src. Saj razumete, kaj mislim. Moč zakona je nesebičnost, ki jo ustvari duh. Druga reč, smo govorili o definiciji zakonske zveze. Definicija je, da je sama esenca zakonske zveze legalna pogodbena zaveza, obveza. Nekdo me je še vprašal nekoč, pa to mi še zdaj ni jasno, kaj to pomeni? Zakaj je zakon? A je potreben pastor? Glede tega so različna mnenja v katoliški in cerkvi in med protestanti in absolutno verujem v protestantski pristop. Katoliška cerkev bi rekla, duhovnik lahko poroči nekoga. Kaj ni tako? Protestanti pa bodo rekli, kdorkoli vas lahko poroči. Zakon je zakon. Ni važno, ali gre za kapitana, ali je to nek sodnik. Zakon je zakon. Zakaj? Ker poglejte, kjer se v Bibliji pojavi zakonska zveza. To je bilo originalno dano Adamu in Evi. Ni bilo samo kristjanom, ampak človeku je bilo to dano. Zato ni cerkvena ceremonija tista, ki to naredi. Skakanje preko metle vas ne poroči, tudi ne hoje po steklenih črepinjah. Tudi prstani vas ne naredijo, da ste poročeni. Kaj vas torej poroči? Kaj vas poroči je permanentna in ekskluzivna, javna, legalna obveza, da boste delila življenje skupaj v vseh aspektih življenja. Permanentno, ekskluzivno. Kateri ljudje pravijo, da je potrebno imeti zakonsko zvezo za 3 leta, ki jo lahko podaljšaš. To ste že slišali? To je morda zanimivo, ampak to ni zakonska zveza. Po krščanski definiciji, tudi zakonske pogodbe, če sem iskren z vami, v bistvu korenito posegajo v to krščansko zakonsko zvezo. Krščanska zakonska zveza je permanentna in ekskluzivna obljuba, da boste delila vse dele svojega življenja z drugim. To je javna obligacija.
Permanentna, ekskluzivna, legalna obligacija, da delite življenje z nekom drugim. Če rečete, ne, to ni permanentno, to je samo za 3 leta, potem to ni zakonska zveza. Tudi zakonske pogodbe, ki jih delajo samo to, tudi to ni to. Vse te reči načenjajo za definicijo zakonske zveze. Permanentna in ekskluzivna je. Legalna, javna, zavezujoča obljuba deliti dele svojega življenja. Kako to storite? Z pridigarjem ali s pravniki? Ni bistveno. Zato pa celo v tej kulturi, ki se definitivno bojijo obveznosti in odgovornosti, discipline in vse te reči in govori samo o samoaktualizaciji, rasti, ne pa o disciplini, podrejenosti in obveznosti. Zato pa je tudi krščanski pogled na zakonsko zvezo pravo nasprotje z današnjo družbo. Nikomur se ne bi smeli predati, razen če imate takšno obljubo in razen če ste pripravljeni mu tudi dati tako obljubo. Če niste voljni narediti trajne ekskluzivne zaveze, da bi z nekom delili vse svoje življenje, potem ga resnično ne ljubite in se ne bi smeli poročiti. Biblija pravi, da se ne bi smeli predati tej osebi, dokler ta oseba ni pripravljena to obljubiti vam in vi tej osebi. To je definicija. To smo si prejšnjič pogledali. Malce grozno zveni, ampak to je to. Naj vam povem, da me je kar nekaj ljudi spraševalo glede tega, ker implikacije tega, kar smo prejšnjič povedali, implikacije te ideje, da je v bistvu zakonska zveza držanje se nekoga trdno, torej ta javna zaobljuba in tudi ljubezen je v bistvu zaobljuba. In nekdo mi je nekoč rekel, deromantiziral si v bistvu zakonsko zvezo v mojih očeh. Kaj to pomeni? Kaj sem prejšnjič rekel? Zato je esenca ljubezni v bistvu zaobljuba. Prvo je dejanje, zaveza, da se boste posvetili drugi osebi in zadovoljili njene potrebe. Šele na drugem mestu je občutek, čustvo. In ena čudna reč, ko postaneš pastor, je to, da ko postaneš pastor, prvič v življenju, si zavezan k temu, da si prijatelj z raznimi ljudmi, s katerimi sam ne bi izbral, da bi bil prijatelj z njimi. Jaz ne poznam nikogar drugega, ki je obvezan, recimo zdravniki morajo zdraviti ljudi. Ampak njim ni potrebno, da jih imajo radi. Njim treba biti, da so prijatelji. Ne poznam nikogar drugega, ki bi kar naenkrat dobil eno veliko gručo ljudi in opis delovnega mesta je, da moraš biti prijatelj z ljudmi, ki sicer verjetno ne bi bil prijatelj z njimi. Zato imajo pastori neke vrste unikatno izkušnjo o tem. Presenečeni bi bili, kako selektivni ste. Ljudje, ki jih ne marate, z njimi ne preživite toliko časa. Investirate svojega časa v njih, tudi se jim ne predajate, ne poslušate njihovim problemom. Tudi ob 3 zjutraj jih ne obiščete. Še ena zanimiva reč, ki sem jo odkril, je to, da od zgodnjih dni, ko sva se s Keti nekam preselila, dobil sem pastorsko službo, 150 članov in sem bil pastir. In kar nekaj ljudi je bilo takih, katere bi verjetno tudi imel za prijatelje, čisto tako privat, izbral kot prijatelje. In tudi nekaj ljudi, ki jih nikoli ne bi izbral za prijatelje. Ne zato, ki jih nimam rad, ampak ker nimamo toliko skupnega, nismo istih interesov. Niti iste iskrice. Ni važno, če ni iskrice. Ta oseba je član tvoje skupnosti. Ti si pastir. Če ima on problem, si ti tam. Če je on v bolnici, si ti tam. Če vas poklice ob 2 zjutraj, ste tam za njega. Če mu sin pobegne od doma, se usedete v avto in ga iščete. Mu je žena pobegnila od doma, greste v avto in iščete ženo. Takšna je pastorska služba. Še posebej v majhnem mestu. Majhni cerkvi. Investirate se v to, dajete se. Vi storite dejanja ljubezni za ljudi, do katerih nimate posebnih čustev. In potem po nekaj letih se zgodi veliko presenečenje za mojo ženo, ko sva bila na dopustu, vsakih nekaj mesecev imava dopust, ali pa dan, in je rekla, kaj bi želel danes storiti? Socialno, kaj bi rad storil? Zabava? Pa dejva povabiti A in B osebo sem, moža in ženo. In ona je rekla, zakaj? Zakaj na svetu bi želel ta dva povabiti k nama? To je delo. To je samo delo. Vsi vedo njihove probleme, vsi vedo, kako odvratna sta in kakšne težave imata. Zakaj, ko ti ni treba biti z njima, zakaj bi si izbral, da bi bil z njima? Jaz pa sem se naenkrat realiziral zase, da sem jo vzljubil, da sta mi postala všeč.
Jaz sem bil edina oseba v mestu, ki sem jo imel rad. Ampak res sem jo imel rad. Zakaj? Jasno, zato ker sem pastor, a ne? Imaš kar to naravno sposobnost, da imaš rad in ljubiš ljudi, ker si bolj svet in bolj pobožen, zato si pastor. To je tvoja služba, da si bolj duhoven. To sploh ni res, to se je res zgodilo. Pa veste zakaj? To, ker si jima izkazoval ljubezen. Pa če tudi jih nisem imel rad. In tako vidite, ni se vam treba skrbeti, ali nekoga imate radi ali ne. To ne skrbi kristjana. Kristjan pa pač stori, da če nekoga ljubite, pride tudi trenutek, ko vam je ta oseba všeč. In tudi obratno to deluje. Zgodi se v bistvu to, da nekoga na začetku ljubite, zato ker pač morate. In bolj, ko ga ljubite, in bolj, ko se dajete za njega, bolj, ko se odločate investirati v njega, bolj se zavežete srcem za njega. In veste zakaj? Zato, ker v Svetem pismu piše, tam, kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Ko se zavzamete za nekoga, potem dajete svoj zaklad, svoj čas, kar je zelo dragoceno, čustva, kar je zelo dragoceno. Investirate v to osebo. In seveda, še vedno, morda zaznate sovražnost od te osebe do vas, ki vas pohodi in vas znemerja in je krut. In osebe, ki niso ravno glih najbolj privlačne, če jih vi ljubite, jih boste resnično vzljubili. Pravi sem besedo ljubezen v morda neprimernem način. Moderna družba gleda na ljubezen kot čustvo, ampak Biblija tega ne opisuje kot čustvo. Ljubite jih in zato jih vzljubite. Investirate v njih in potem vidite, da postane tudi bolj ljubeči do vas. Rad bi vam to povedal, ne greste naprej in se poročite z nekom, kogar ne marate, ampak lahko vam garantiram to. Komorkoli se boste poročili, ga boste tudi nehali imeti radi. To je absolutno nujno. Ne samo to. Nehali ga boste imeti radi in v večini primerov še preden se poročite. Recimo v spoznavanju, kjer večina ljudi pravi, ja, te osebe pa res ne bi smel poročiti, ni mi več tako všeč. Vaša čustva pridejo in grejo in če je esenca zakonske zveze, zaveza, zaobljuba, potem boste odkrili, da kljub temu, da nekako približno ljubite to osebo, morda vam je všeč, sta dobra prijatelja, ampak dejstvo je, da vaša čustva pridejo in grejo in pri določeni točki zakonska zveza ne bo delala več, razen če se odločite, da investirate v to osebo. In ko boste odkrili, da je vaše srce suho in pogledate osebo in ne čutite nobenih čustev, investirate v njih, date jim, ljubite jih, nežni ste z njimi, jih negujete, poslušate, služite. In kaj to stori? S tem premostite te suhe čase. In ne samo to, skozi leta te suhi časi prenehajo obstajati. Tega večina ljudi ne počne. Ko je suša, potem nehamo imeti nekoga rad. In ko se to zgodi, potem reče, ja, očitno ta ni zame. To je ta romantična zakonska zveza. Ali ne želite zakonsko zvezo, ki je bolj obstojna? Kar morate storiti, je to, da se odločite, da ljubite. Odločite se, da ljubite. Tako bi moralo biti. Začne se z romantiko in končali boste v obupu. Razen, če se v eni točki odločite, da boste investirali. Ker tam, kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Definicija zakonske zveze je pravno zavezujoča zaveza. Trajna in izključna. Da delite vse svoje življenje z nekom. Tretja reč, prioriteta zakonske zveze, kar je najkrajša izmed teh tematik o zakonski zvezi. Zato bi rad tukaj še to pridodal. Zato piše, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil kleni žene. To Sveto pismo uči o prioriteti zakonske zveze. Zelo pomembno. Tako piše. V današnji družbi je težko razumeti ta odnos in pomembnost odnosa med otrokom in staršem. Če bi pa vi prihajali iz nezahodne družbe v to našo družbo, recimo, da bi bili vaši starši Azijci, pa iz Latinske Amerike, da ni take družbe, kot je ameriška družba, kot zahodna družba, ki bi bolj omalovaževala pomen in obveznosti otrok do staršev. Vse posod po svetu. Zelo močno ste odgovorni vašim staršem in to tudi ima smisel. Samo pomislite, kako temeljen je vaš odnos do staršev. To vas oblikuje. Tako neverjetno. S tem boste živeli zavedno. Kaj bi lahko bilo? Kateri odnos je bolj osnoven, temeljen od tega odnosa s staršem in otrokom?
V 2. Mojzesovi 20 piše tudi o temu, 12. vrstici, in tudi v Efežanih 5:31. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in materi in se pridružil, klenil svoje žene. Bodite pozorni, to pravi na najbolj močan način. Orientalski, azijski bralci, ki so to prebrali, so bili verjetno šokirani zaradi tega. Vi niste šokirani, ampak bi morali biti. Ker to v bistvu pravi, da Bog ni dal starša in otroka v vrt, ampak moža in ženo. To pomeni, da je osnovni odnos v vašem življenju, ko se poročite, mora biti vaš zakonski partner, zakon. Primarna oseba mora biti vaš partner in nikera druga oseba. Bi morali investirati v kjero drugo osebo več časa, denarja, energije, kreativnosti in čustev kot v vašega partnerja v odnos. To se kaže na več načinov, kot recimo v 28. vrstici. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Sami veste, da je vaše zdravje fundamentalno v vsem, kar počnete. Če se odločite, da boste dali vaše delo nad svoje zdravje, kaj se bo potem zgodilo? Če se odločite, da je bolj pomembno zaključiti to delo, delati denar, imeti kariero in vse te reči, od tega, da jeste pravilno in spite dovolj in tako naprej, tudi če daste delo prvo in zdravje drugo, boste ostali brez obojega. Tako zdravja in dela. Zato je tudi Božji način, Pavlov način, da pove, da mora zakonska zveza imeti prvo prioriteto. Jaz bom to drugače osvetlil. To je neke vrste vrstinc, kot center vašega življenja. Ko se poročite, ima moč usmeriti vaše življenje, celoto. To je sedaj center vašega življenja. Če je vse okoli vas šibko, vaš zakon pa je močan, za vse ostalo v življenju ni pomembno, ker v svet hodite z močjo. Vse okoli vas močno, ampak vaš zakonska zveza pa je šibka, potem greste v svet brez moči. Razumete? Vaša zakonska zveza je center vsega. To je center vrtinca vašega življenja. Če zanemarjate to, boste izgubili vse. To pa, ko Pavel tukaj piše, zaradi tega mora mož zapustiti očeta in mater. Tukaj definitivno pravi, pazite, da nič ne pride pred oziroma med tvojo zakonsko zvezo, sicer boste s tem pritegnili mnogo bede v vaše življenje. Kakšne so torej te reči, ki lahko pridejo pred vašim soprogom? Eden izmed razlogov je tukaj napisanih. Oče in mati. O tem bom kmalu govoril. Vaša kariera. Če daste kariero pred zakonskega partnerja, potem izgubite oba dva. Recimo tudi otroke. In to je zelo grozna dan danes. Zaradi velike pojavnosti ločitev dan danes smo skoraj tam, kjer je odnos med otrokom in staršem. Zaradi vseh teh zlomljenih zakonskih zvez postaja odnos med otrokom in staršem ta osnovna emocionalna zveza med obema, kar bi sicer mogla biti med možem in ženo. Če pridejo otroci vmes, če ljubite otroke bolj kot vašega soproga, če več dobite od otrok njihove ljubezni kot vašega soproga, potem bo to hkrati uničilo to biblično načelo. In ta biblična načela te lahko ugriznejo nazaj, če jih ne upoštevamo. Če jih prelomimo, potem ta zlomijo nas. To niso reči, da bi nas zaposlile, ampak to so pač stvari, tako funkcionirajo. Če stvari pokvariš, potem ne grejo več tako, kot bi morale v vašem življenju. Mnogo raziskav o zlorabljanju otrok je pokazalo, da toliko ljudi, ki svoje otroke tepejo in jih zlorabljajo, jih ne sovražijo preveč, ampak jih ljubijo preveč. Njihovi otrok je oseba, od katerega dobijo največ svoje ljubezni, ki jo iščejo. Če jih otrok ne ljubi, če se ne obnaša pravilno in jim ne daje stvari, ki jih potrebuje, ker jih ne dobijo od drugih ljudi, potem se jim zmeša. Ampak otroci so le otroci. Otroci ne bodo odrasli, ne bodo vam mogli dati ljubezni, ki jo potrebujete. In če otroci postanejo bolj pomembni kot vaš soprog, potem boste imeli mnogo disfunkcij in patologij v vašem življenju. Vaša kariera, če morda pride vmes, boste imeli probleme, če bodo otroci pred tem, boste imeli probleme. Če prijatelji pridejo pred vašim zakonskim partnerjem, boste imeli probleme. Če imate prijatelje kateregakoli spola, s katerim ste raje kot z vašim soprogom, s katerim lahko delite in ste bolj razumljeni kot z vašim partnerjem, imate že velike težave. O tem bomo kasneje govorili v drugih predavanjih. Kaj je glavni namen zakonske zveze? Zato pa še enkrat, niste zapustili tistih reči in vaš zakonski partner ni prva stvar v vašem življenju v odnosu. Morda pa najbolj pomembna reč za danes. Ko Biblija govori, da je treba zapustiti očeta in mater in se okleniti svojega soproga, to je zelo globoka izjava.
Mnogo načinov je, kako lahko zakoni postanejo uničeni, zaradi tega, ker niso zapustili staršev. Vendar obstaja mnogo načinov, kako te problemi se lahko kažejo. Nekateri si mislijo, ja, poznam nekoga takega, ki je še vedno poročen, ampak še finančno odvisen od očeta, matere ali kakorkoli. In to povzroča mnogo problemov v zakonu. In poznam nekoga, ki je še vedno emocionalno odvisen od svojih staršev. Torej ne naredijo koraka, brez da bi odkrili, kaj mislijo ata in mama. In to seveda ustvarja probleme. In to so očitni problemi. Ko pa ste v zakonske zvezi, eden ali oba, in sta še oba dva vedno skrbita, kaj želijo starši, bolj kot pa soprog, potem povzroča veliko problemov. Že samo upravljanje s konfliktom je velik problem. Nemogoče je pa s 3 se s tem ukvarjati, ali pa 5 ljudmi. Ko se pa poruši ta intimnost med vama, ker ko zaznate, da oseba, kateri naj bi se popolnoma odpirali, da v bistvu bo povedala to staršem, večinoma stvari, kar ste jih rekli, potem tega pač ne želite več deliti svojih notranjosti. To je jasna stvar. Ampak naj vam še nekaj bolj globokega povem. Morda imate problem, da bi psihološko zapustili očeta in mater. Emocionalno ste jih zapustili, ne govorite z njimi skozi, niste finančno odvisni, ampak so tudi drugačni načini, ko ste odvisni. Ko Biblija pravi, da morate zapustiti očeta in mater, pomeni, da morate zapustiti vse vzorce družine, v smislu, vaša zakonska zveza začne z novim začetkom. Čudovit nauk Svetega pisma je to, da je zakonska zveza svež začetek, novo. Ne pridete v zakon in rečete, tako smo mi to delali, tako sem bil vzgojen, tako moški delamo, kakor se mene tiče. Ker tako smo vedno delali v naši družini. Tako delajo ženske, to delajo ženske. To je bilo v naši družini. Tako smo mi to predali ljudje. Tako je to bilo in če prideš na ta način v zakonsko zvezo, potem niste zapustili očeta in mater in boste imeli probleme. Zelo prikrito je. Daj vam še en primer. V njeni, moji ženi družini je oče vedno pomagal mami neprestano. Ne vem, zdaj vam je dolg čas in utrujeni ste, zdaj vas bo zategnilo. V Katini družini njen oče je vedno pomagal svoji ženi. Z vsem delu, kar se tiče z otroci. Skrbel je za planice in skrbel za dojenčke in otroke in vse te stvari. Hranil jih je in počistil in vse. Pomagal ji je na ta način. In ona je slišala, kako je mama rekla, tako je tvoj oče pokazal ljubezen do mene. On je poskrbel za otroke. V moji družini moj oče nikoli ga mama ni vprašala, da naj stori karkoli. Tudi nikoli ni videl umazane plenice, niti ni vedel, kaj je tam notri. On je imel približne predstave, kaj bi lahko bilo, videl je dokumentarce o teh rečeh. In veste, moja mama je rekla, ne vem, ali sva vsak to na glas slišala od svoje matere, ampak moja mama je rekla, tako ljubim tvojega očeta, ker on dolge ure dela in skrbi za nas, za družino. Dolge ure dela in priskrbi, kar rabimo, ker mama ni delala zunaj doma. Torej, ko je moj oče prišel domov, ga ne vprašam, da stori te stvari, jaz sem poskrbela do te stvari. In ona je to rekla. Sedaj se take 2 različne osebe poročita. Vse je v redu, dokler ne pride prvi otrok. In potem nekega dne, jaz sedim tam z otrokom in opazim, da nekaj smrdi in rečem, Kati, boš kaj zamenjala? In ona reče nekaj. Se je dostikrat slišalo v njeni družini in sem to tudi slišal. Ja, tistega najde, ga tudi posprav. In kar to pomeni v njeni družini, to pomeni, da ne glej mene, se imaš ti otroka roke, ti si starš, ajde, zrihtej. Jaz rihtam, kuham kle, kaj pa naj storim, se imaš v rokah, zrihtej, sedi reč tazga. Zame pa je bilo to velika težava. Ker kot vidite, ko sem slišal njene zahteve, zakaj ne bi ti pač pomagal z otrokom, sem jo razumel, da bi rekla, da me ne ljubi. Ali pa, jaz si res ne mislim, da delaš tako trdo, tako težko. Ni mi pomembno, da ti pokažem ljubezen na ta način. Jaz sem bral njena pričakovanja skozi filter moje družine in nisem zapustil moje družine, tako rekoč. Medtem, ko sem se jaz upiral temu, da bi to storil, sem rekel, ajde, dejno, meni to ni všeč, to ni moje delo, ti to znaš to bolje, se veš, da znaš to narediti. Ona ni slišala, da jo prosim za pomoč, ampak je razumela, da sem rekel, da jo ne ljubim.
To je trajalo kar nekaj časa in mogla sva spoznati, morava začeti na novo. In rekla sva, kaj je prav zate in kaj je prav zame. Kako se čutiš ljubljeno? Usest sva se mogla in se pogovoriti. Jaz se ne morem tako obnašati, ker vem, da v družini žena ljubi moža, potem ona stori to. Dajte no. To je nova žena, nov mož, nova družina. Pustili naj bi očeta in mater in se oklenili žene. Gre pa še globlje, in to je zadnja stvar, ki bom povedal. Tudi tako lahko ne zapustite očeta in matere, če jih sovražite, ker med tem vas še vedno oni kontrolirajo. Ker recimo primer moža, ki pravi, nikoli ne bom peljal mojih otrok v cerkev, ker je oče vedno vztrajal, da gremo v cerkev, čeprav sem sovražil to in vedno me je izsilil in vsako leto do 19. leta in nikoli ne bom otrok peljal v cerkev. Namesto bi del razmislil, ali je ta cerkev prava, je to dobro za otroke. Namesto da bi razmišljal o teh rečeh, je to dobro za družino, ga je kontroliral njegov oče. Ker pač njegov oče nekaj storil. Ali pa žena, ki pravi, da nikoli ne bo udarila svojih otrok, zaradi tega, ker me je moja mama brezmilostno tepla. Namesto da bi se sedla dol in se vprašala, ali je fizična kazen dobra ali ne. Tega ne more, zaradi tega, ker jo je tepla mati. Ali pa recimo, ko nekdo pravi, nikoli se ne bom poročil z njo, zato ker me spominja na mamo. Ali pa njega, ker me spominja na očeta. In kaj potem? Še vedno vas nadzira ta vzorec. Zapustite očeta in mater. Zakonska zveza je nov začetek. Zakonska zveza je sredstvo odrešitve. To je toliko kot odrešitev, da Pavel celo omenja te stvari. Bolj kot razmišljam o odrešitvi in zakonske zvezi in bolj kot razmišljam o dinamiki tega, potem moram razmišljati tudi o odrešenju, kako smo rešeni. Odrešenje je nov začetek. Stare stvari so minile in nastalo je vse novo. Vem, da se sliši zelo psihološko te reči. Razmišljamo o njih, o vzorcih staršev in podobno. Da se vam sliši moderno, ampak dejansko je zelo, zelo staro. Modrosti iz Biblije so bile pred psihoterapijo. Že pred davnimi časi je trdila Biblija, da moški zapusti očeta in mater in se oklene žene. Zakonska zveza ima moč, da usmeri vaše življenje kot celota. Tega ne smete nemariti. Ima tudi moč, da vas spremeni, da vam pokaže, kdo ste, moč, da vas raztrga in na koncu, da vas ponovno zgradi. Še zadnja reč, in to bo to. Če ste poročeni in se bojite stvari, ki ste jih slišali tu, in si mislite, ojej, v kaj sem se podal, rad bi vam povedal, da zakonska zveza se ni človek zmislil, da bi bili srečni. Ne gre za človeški proizvod, da bi bili srečni. Da če vas ne usrečuje več, da lahko to zavržete. Zakonska zveza, namesto tega jo je Bog izumil, da bi vas posvetila. To je namen zakonske zveze. Da vas naredi svete, brez napake, brez gube. In jaz si nikoli ne bi videl globine mojih grehov, kot sem jih videl, če ne bi bil poročen. Ne bi bil niti v poziciji, da bi to lahko videl. In ironično je, da Bog vzame tvojo sebičnost v zakonski zvezi in jo uporabi proti vam, za vaše lastno dobro. To je razlog, da se končno soočate s svojimi šibkostmi, napakami, svojo sebičnostjo, predsodki, pristranskostjo. Z njimi se morate soočati, zaradi tega, ker to uničuje vaše življenje v zakonski zvezi. Težava je v tem, da morate ukrepati nekaj glede tega. Zakaj? Zaradi tega, ker emocionalno želite preživeti. In na končno v vašem življenju ne morete pobegniti. Končno v vašem življenju ne morete teči stran. Bog vas sooča s sami vami. Če želite biti napolnjeni s Svetim Duhom, če želite priti k meni, če želite, da moj Jezus Kristus je vas rešitev, potem počakajte in poglejte, kaj se bo zgodilo. In mnogo ljudi, nekristjanov, ki ne razumejo teh dinamik, so nekako zrihtali, da so preživeli, so se nekako obvarovali z nekim zidom okoli svojega srca v zakonskih zvezah. Tako da reči, ki jih vidijo in ki jih bolijo, jih preprosto se pogajajo drug z drugim. Ti pusti to pri miru in jaz bom to pustil pri miru. In ne bova se nikoli tega dotikala tematike. Staja pa ogromno potencijala za spremembo v zakonski zvezi, ampak samo ljudje, ki razumejo polnost Svetega Duha, bodo lahko to s tem nekaj naučili. In tisti, ki niste poročeni, si misli, kaj to zame pomeni? Te reči, o katerih smo govorili, imajo veze z odnosi na splošno. Zakonska zveza je najbolj intenzivna. Poglejte si pa odnose, o katerih ste sedaj. Aplicirajte te stvari. Ljubezen je prva akcija, ukrepanje in občutek drugo.
Kaj ne? Ljubezen bo vedno nekaj, kar je Sveti Duh ustvaril, to nesebičnost. Samo nesebičnost lahko to vzdržuje. Kdaj pa morate to prakticirati v vaših odnosih? Prakticirati, da boste pripravljeni za čas, ko bo vaše življenje odvisno od tega, kakor je v zakonski zvezi. Pavel pravi, zato tega bo mož zapustil očeta in mater in se vklene žene. In to je velika skrivnost, je rekel. In bolj kot bomo to pogledali v nadaljnih predavanjih, bolj bomo razumeli naše odrešenje. Bolj kot bomo razumeli odrešenje, bolj bomo razumeli zakonsko zvezo. Molimo. Oče, hvala ti zato, ker si nam pokazal danes še enkrat več in več skrivnost te velike inštitucije, za katero se nas je vse dotaknila, tudi tisti, ki nismo poročeni. Vsi imamo strahove in upanja zakonske zveze. Upamo, molimo, da te stvari, ki jih preučujemo, ki jih beremo, da bi ti nas oblikoval temi besedami. Da bi ljudje, ki razmišljajo o zakonski zvezi, da bodo šli v to pametno, modro, brez napačne predstave o tem. Da ljudje, ki so že v zakonskih zvezah, da se ne bi bali napak, ki se kažejo s tem, se ne bi bali konfliktov, ki prihajajo, ampak da bodo lahko preuredili svoje odnose po principih, ki si jih ti tukaj podal. Oče, preoblikuj nas, spreminjaj nas in naredi nas bolj kot tvojega sina. Nauči nas tvoje odrešitve, ko bomo nadaljevali v tem preučevanju teh besed. Bomo preučevali to inštitucijo, zakonsko zvezo in hvaležni smo ti, da v Jezusu Kristusu smo poročeni s teboj, da smo mi tvoja družina. Zato, Gospod, naredi nas kakor tvojega sina, kot Jezusa. Amen.